Šok. Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno vsebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi ženska z najbolj markantnim smehom v Sloveniji in ženska, po življenju katere bi lahko posneli dober film. Z mano je Salome. Dobrodošla. Živijo. Res sem vesela, da si se odzvala vabilu. Se lahko tikava, da ne bom nevljudna? Zanima me, ko sem se pripravljala na intervju, se mi je porajalo vprašanje, Salome je verjetno umetniško ime. Kaj pa piše na osebnem dokumentu? Krista Gentili. Kaj pa to pomeni? To si verjetno numerološko sem jaz to nekaj zakomplicirala, celo Gentili je sa 2 i, tako da bilo kje pridem na kaki šalter 2 i, a ne, tako da, ali prišla ven, to so novi projekti, tako da... Je prinesla srečo. Ja, se je spremenilo življenje. Jaz verjamem v to, živim v stanovanju na številka 8, neskončnost in od takrat tudi rožice tijo v mojem stanovanju, tako da ja verjamem v numerologijo. Zdaj, tako kot vse svoje goste, sem tudi tebe prosila, če sabo prineseš 3 predmete, stvari, ki ti veliko pomenijo. Pa me zanima, tukaj ne moreva skriti. Tole je slika, katero sem jaz slikala na masterclassu slikarja Nika Nikisa, ki smo ugotovili, da res imam talent. To se je rodilo v času korone, ja nisem prej nikoli slikala. Sem abstraktne slike, ali zdaj sem začela portrete delati in zelo dobro mi gre. Res. Tole je moja psička Kali. Malo bizarno, samo nekako sem se pomirila, ko sem je dobila doma, sem je dala v pepeliti in tako še vedno pogovarjam z njo. Lansko leto te je zapustila? Ja, oktobra na dan živali, 4. oktober. Tole pa je ena od Tiffany, ki se podeljuje, Akademija Tiffany podeljuje za presežke v tekočem letu. Mislim, tekočem prejšnjem letu, tako da celebrity leta sem bila, to je bilo 12.9.2020, imam jih pa enih 5, 6, 7, tako da. A katera ti največ pomeni mogoče? Pa najbolj smešna mi je za življenjsko delo, ko sem dobila, ker to dobiš, ko že je konec, ne? Ali jih bom zeznula, jaz imam še veliko tega za pokazati, narediti, tako da. Zdaj, jaz sem malo preletela te članke. Moram reči, da v bistvu so mediji zelo radi spremljali tvojo zgodbo. Kako si ti v začetku občutila ta medijski pritisk, to izpostavljenost? Ti je godilo, ti je šlo na živce? Jaz nikoli nisem gledala, da je to pritisk. To je, jaz sem si želela, v bistvu jaz živim otroške sanje. Jaz sem si želela biti v medijih, na jumbotih, na naslovkah, glavne slika na naslovkah. Tako da meni je to ugajalo, pasalo, tako da uživala sem v tem, ne. Pa se spomniš, da bi vseeno takdaj te članki prizadeli ali pa da... Pa eni so bili tudi taki butasti naslovi, ker nema veze s člankom, kaj je nota, ne, samo da se proda časopis, vse viš, kako mediji eni delajo, pogotovo rumeni tisk. Pa se je kdaj zgodilo, da te je, ne vem, klicala prijateljica, mama, tega po tebi nisem vedela, kaj berem zdaj tukaj na spletu ali pa časopisu, da je bil res kakšen tak neresničen... Ja, jaz sem že brala, da imam 2 otroka, ne vem, ker nimam otrok. Brala sem... ne vem, da sem delala samomor, da je to prijatelj rekel, da sem finančno na dnu, da je to en vir blizu mene povedal, a ne, jaz sem delala samomor v otroštvu, ko sem bila stara 13-14 let, ne pa zdaj, ko sem že velika. In nima smisla delati samomor, če je življenje lepo, če si ga narediš lepim, ne. Zdaj nekako vsi spremljamo to tvojo zgodbo, deček z Raba, ki se je odločil, da bo postal ženska, verjetno se rodiš. Rodiš se, tako da jaz se nisem nič zmislila. Takrat sicer sem jaz bila edina, ko sem govorila v medijih o transpolnosti. In valjda, da sem bila pol čudak, vsi so me gledali čudno in da me treba zdraviti, ne vem kaj vse ne. Danes pa vidimo, da nisem edina, ne? Samo sem edina, katera sem
nisem se nikoli skrivala, ne. Hotela sem živeti svobodno in jaz živim že cel čas svobodno, ker da se ti skrivaš, glumiš nekaj, živiš življenje, kaj nisi ti, to ne moreš biti srečen, ne. In jaz mislim, da bi vsi mi ljudje morali živeti svojo resnico in to, kaj čutimo, a ne, samo veliko ljudi nima poguma za to. Pa se kdaj vprašaš, kaj bi se zgodilo, če bi ostala Nenad? Si ne predstavljam, da bi ostala Nenad. Mislim, verjetno bi bila geja, ne, če so mi moški všeč, ali meni niso nikoli bili geji všeč, jaz sem imela, jaz sem čutila, da so meni heteroseksualni straight moški všeč, ne, in energetsko in vse, ne, ker sem bila v bistvu v sebi ženska, ne, in to heteroseksualna ženska, ne. Seveda smo probali sve v življenju, ko si mladci nori, sa ženskom, z moškim, ne vem kaj, a ne. Tako da, ali sem čutila, da so meni pač moški všeč, ne, in da že v puberteti sem, ko se je seksualnost začela zbujati v telesu, sem čutila, da bi rada imela žensko telo, ne. Že v otroštvu sem delala ženske opravila, pomagala mami, rada sem se oblačila na skrivaj žensko, ličila, dolge lasi, tako da ti se rodiš takšen in to ni več duševna bolezen, kakor je bilo, ne. Tako da smo zelo pametne, sposobne, ne. Kakšen načrt pa ste kdaj z mamo govorili, so imeli zate kot otroka? Verjetno so imeli neki plan, ki se je podrl. Moja mama je kot prvo videla mene, da bom jaz z njo, ko bo stara. Skozi govorila, če mi bo kdo dal kozarec vode, boš to ti. A ne? In tle sem jaz sasula njezina pričakovanja. Seveda je tudi me nagovarjala, če čutim drugače, naj skrivaj to delam in se poročim, imam otroke, ker njo ni zdaj skrbelo, ne vem kaj, kdo bo skrbel zate, ko boš stara, ne? To je čisto razumljivo in jaz sem hvaležen, da imam takšno mamo, hvaležna. Gle, a večin razmišljam o mami, začnem biksati. Ja, podzavestno. Tako da, ja, ona je hotela, da sem jaz, zdaj poslušaj poklice, malar, kelner, a ne, kelner, mesar, ker oni imajo denar. In res je tako, danes so to zelo dobro plačali. Pa je rekla, gle, on ga ima ono hiše, ima 2 avta, gle, on ga ima to, a ne, in pol me celo, ko sem jaz že bila v Sloveniji, ko sem jaz bila že Salome in sem si naredila ime in vse me klicala, pridi išče policaje. Se ka, mama, pa ja, pa ti se lahko ne skrivaj, če že imaš take želje, a ne. Se ka, mama, skrivati se ni življenje, bom zdaj celo življenje glumila nekaj, kaj nisem mi trpela in bila nesrečna, ne. Tako da, ali gled, danes smo z mamo super, mami je sicer zelo stara, že 86 let, ati je 2 leti mlajša od mame in se imamo tako, kako bi se morali skozi imeti, ali družba je kriva, kaj dela kregem v družinah, ne, recimo v mojem slučaju so sosedje pa družba na Rabu, ne, so je napadali, pa ali danes, tako da me kliče Salome. Je sprejela to v polnosti. Zdaj boš sprejel, če ne boš v starosti sprejel, se moraš roditi še enkrat in še enkrat dati to vse čez, da narediš izpit. Tako da ja mislim, da je moja mama naredila izpit. Kako pa zdaj, ko se vračate na Rab, te sosedje, o katerih si govorila, kako sprejemajo? Pol jih je že mrtvih, nažalost. Ja, ti zlobni jeziki niso več z nami, ne? Mislim, jaz nisem, takrat sem bila mlajša in drugače razmišljaš, ko si mlad in si jezan in te prisadanejo stvari, ne. Jaz nič ne zamerim nobenemu, tudi danes, ko preberem kaki grdo sporočilo sebi, me se ne dotakne, ker jaz sem hvaležna za te grde sporočila, jaz sem zrasla zaradi grdih sporočil in to vsak zraste. Samo se ljudje ne zavedajo, koliko oni nama pomagajo, da si močnejši, da veš, kdo si, a ne. Kdaj pa je bilo mogoče najtežje v tej osebnostni rasti? Verjetno so bila težka obdobja.
Ja, jaz sem imela period, ko so mene res tako na redni bazi napadali, ko je prišel internet in tako, ko sem se pojavila nekje. Ne. Imela sem ta obrambni sistem dober. Doma so se veliko kregali in pa sem jaz imela jezika. Ne. Moj jezik je bila največje orožje. Ne. Ja, ta prehod, spremembe spola, v bistvu ja bi se morala zapreti, umiriti, veš, to je veliki stres za telo, sprememba iz testosterona v estrogen je šok za telo, a ne. Ali takrat sem jaz, ko sem imela še penis, sem bila najbolj sovražena v Sloveniji. Ne vem, da se zdaj cel svet vrti okrog penisa ali kaj. Ali zdaj, ko sem jaz ta ženska, jaz sem se tudi spremenila, pa ljudje ne verjamejo v to, jaz verjamem, da se vsak človek z leti spremeni, točno ve, kdo je, kaj je. In nekako sem se umirila, zdaj so to krivi tudi hormoni, a ne, hormon estrogen je bolj nežen hormon, a ne. Vem, da ženske več razmišljamo kot moški. Absolutno, mi lahko tri stvari odenkrat razmišljamo, za razliko od moških, ki imajo eno stvar, pa naredijo pa drugo stvar. Mi smo tlej tam tako, smo res matice na zemlji, a ne? In smo mi te, katere vzgojimo otroka. Kaj moški lahko nauči otroka? Kako se drži bormašina, kako se igra na žopu. Ženske učijo emocij, ljubezni, poštenja, a ne, in zdaj, da ne izpade, da jaz zdaj pljuvam po moških, tudi mi ne moramo brez moških, nekdo nam rabi zamenjati žarnico. No, to sicer tudi jaz znam sama. Kako pa je s temi moškimi v tvojem življenju? Je že prišla tista prava ljubezen? Tema ljubezen. Jaz nisem nikoli imela vezo v Sloveniji, da je bila javna, ne tako. Mislim, to sem si jaz ful želela, ali zdaj mi je vseeno. Jaz sem samo svoja. Jaz sem se naučila živeti sama. Sploh si ne predstavljam, če bi imela zdaj partnerja, kako bi jaz to folgala, bi to šlo. Ne? Moral bi biti zelo, zelo širokega razmišljanja, kako sem sama. Ne? Morali bi biti na isti valni dolžini. Ne iščem nobenega. Imam veliko ponudb, seveda, kar se tiče seksualnosti, ali ne, jaz nisem več taka. Ljudje ne vejo, da sem se jaz spremenila, da jaz, če bi zdaj imela partnerja, bi imela, da z njim jokam, da se z njim smejim, da mu nekaj skuham, da mi nekaj skuha, da potujemo, tako prijatelja, bolj prijatelja, ne, kot samo seksualno, ne. Ipak ti z leti seks ni več na prvo mesto, ko si mlad, seveda ti gre po glavi sam seks, ne. Ali pol se tudi ta libido malo zmanjša, imaš neke druge cilje, jaz si želim nekaj še v lifeu narediti, ne, in zdaj sem pripravljam nekaj v Sloveniji, sem avtorskega napisala nekaj. Ne bom nič odkrivala, ker bo čas, verjetno avgusta se bo zvedlo, a ne. Tako da se ful veselim, ker bom stala na odru sama. In ja, ful imam, mislim, skozi sem mislila, ti ne znaš pisati, ti ne znaš napisati, ti ne znaš pisati, pa sem se usedla in sem napisala nekaj, tako da se ful veselim jeseni. A ne moramo pa tudi mimo še ene tvoje strasti, kjer se tudi lahko umetniško izražaš, je pa kuhanje, ne? To je pa zdaj kuharija, v bistvu Masterchef je kriva, ne, da sem jaz začela kuhati, tudi minimalca sem se rešila, ne. Z minimalcem sem težko ljudje živijo, z minimalcem je katastrofa, ne. Tako da je bil tudi povod, da zaslužim kaj več, da imam neko dostojno življenje, da se lahko privoščim en dopustna leta, ne. Plus tega, jaz sem zmeraj rada kuhala, ne, jaz sem veliko kuhala doma, prijateljem so prišli, pa smo kuhali, ali jaz sem bila stara šola kuhanje, ker me je mama naučila, mama je bila kuharica, foter je bil pek. Tako da, in potem sem pač, če ni bilo nekih projektov, sem reč bila v kuhinji, kot da bi bila na sociali.
Zdaj, sva proti koncu, zdaj sem jaz pripravila, da ne bo čisto klasično vprašanje, kje se vidiš v prihodnosti. Sem pripravila 3 naslove, ki mogoče bi jih lahko ali ne prebrali v medijih o tebi v prihodnje. Pa boš povedala, če je možno, da jih bomo. Prvi je takšen. Salome odprla svojo restauracijo in prejela Michelinovo zvezdico. Se zna to zgoditi? Kdo pa pravi, da ne? Kaj pa tale? Umetniška dela Salome bodo razstavili v Parizu. New Yorku. New Yorku? Torej samo lokacija ne pravi. Ja. Koliko pa je zaznamovalo to slikanje tvoje življenje? Mislim, in kako da tako dolgo nisi vedela, da se ta talent skriva v tem? V otroštvu so bili neki znaki. Jaz sem se zdaj vrnila malo v otroštvo in sem jaz občudovala ulične slikarje, ki so delali portrete. Celo sem dala sebe naslikati, sem zbrala 300,000 lire so še bile ta portret. Ali jaz zdaj sam nikoli pomislila, da bi jaz lahko, ker v šoli nam niso likovni tako dobro predstavili in pol ti, če otroku ne predstaviš nekaj dobro, nimaš zanimanja. Ali v starosti vem, kaj bom delala. Ko bom pač v penziji, če bom v penziji, ali jaz ne bom nikoli v penziji, jaz bom pač ustvarjala ali na otoku Rabu, ali velika želja mi je, da bi kupila neki vikend v Sloveniji, ki bo imela... Ne, v naravi nekje, ki je gost, tam, ki je energija. Še en naslov imam. Zaljubljena Salome našla sorodno dušo, ne skriva ga več. Bomo to lahko kdaj prebrali? Kaj lepe naslove si mi napisala, hvala ti pol. Upam, da kma. Upam, da kma. Tudi jaz upam, da bomo o tem brali. Še enkrat hvala, da si bila moja gostja. To je bil Šokest, hvala, da ste bili z nami. Hvala.